Torej, redke bolezni so v različnih zdravstvenih sistemih opredeljeno različno glede tiste meje, kaj razumemo pod redko bolezen. V Evropi je ta številka 1 na 2000, se pravi, če je bolezen redkejša kot 1 na 2000, jo razumemo kot redko bolezen. Noben zdravstveni sistem praviloma ne diagnosticira dovolj zgodaj. Vendar smo pa v Sloveniji, saj v smislu diagnostike, naredili velik napredek pred 4-5 leti, ko smo v zdravstveni sistem vpeljali najnovejše genomske tehnologije za prepoznavanje genetskih vzrokov redkih bolezni. No, poglejte, Slovenija se je pravzaprav desetletja želela pristopiti v klub dobrih. To se je v nekem smislu začelo zares dogajati leta 2016, ko je zdravstveni svet v trenutni sestavi, ki jo vodi akademik profesor dr. Franc Terle, prvič zares vzel našo vlogo, jo več kot leto dni preučeval in potem izdal pozitivno mnenje. Tako da je zdaj pravzaprav zadnja stvar, da bi v Sloveniji vzpostavili informacijski sistem, ki bi omogočal evidentiranje odvzemov teh vzorcev, novorojenčkom se vzame približno 3. dan kapljica krvi, jih na mesto odvzema opremo s črtno kodo, ki bi potem skozi celoten postopek presejevanja pravzaprav spremljala in s tem zagotavljala kakovost in pa tudi sledljivost izvidov, kar je ključno pri vsakem testiranju, še posebej pa pri testiranju novorojencev. Bolniki z redkimi boleznimi smo v Sloveniji načelno precej zadovoljni z zdravstvenim sistemom, ki ne postavlja ovir pri doseganju tistega zdravljenja, ki je možno. Tudi znanja je zelo veliko. Tisto, kar se v zadnjem času pa ukvarjamo, pa je reševanje nujnih stanj pri bolnikih z redkimi boleznimi, zato ker je strokovnjakov, ki bi to vedeli zelo malo, v nujnem primeru pa ta strokovnjak ni vedno na voljo. Rešitev vidim v povezovanju informacijskega sistema, na eni strani register redkih bolezni, ki je dosegljiv v nujnih centrih, in smernice za obravnavo nujnih stanj pri redkih bolezni, ki so dosegljive tudi na internetu, kakor so zdaj objavljene v zdravniškem glasilu. Register redkih bolezni bo omogočil v bistvu celosten pregled nad populacijo bolnikov z redkimi bolezni v Sloveniji. Če vemo, da ima približno 6-8% ljudi eno od redkih bolezni, se pravi vsaka posamezna redka bolezen je redka, če jih pa skupaj damo na kup, to postane precej velika skupina ljudi in s tem bo prinesel tudi boljšo obravnavo za njih konkretno, pa tudi za zdravstveni sistem, da se nekako boljše tudi načrtuje obravnava te skupine posameznikov za eno od redkih bolezni. Področje zdravil za redke bolezni je področje, kjer najhitreje naraščajo stroški v zadnjih letih. Tako se je povečal strošek iz leta 2014 na leto 2017 za kar 81%. Tako da tukaj na področju zdravil je dejansko inovativnih zdravil rast izredna, razvoj zadaj je zelo velik in hvala Bogu prihajajo zdravila, ki obetajo preživetje dlje časa, ki obetajo kakovostnejše življenje. Seveda pa se bomo tudi v naslednjih letih morali z povezovanjem z drugimi državami izboriti sprejemljive cene, takšne kot si jih bomo lahko privoščili v Sloveniji.